Nisem preveč hotel, ravno nasprotno, premalo sem hotel, zato se je zgodil propad. Veste, med uspehom in propadom je čist tanka linija. In lahko narediš samo eno majhno napakco ali pa nekaj ne narediš prav in namesto, da bi ful ti ratalo, propadeš. In veste, kaj je bila napaka, ki sem jo jaz naredil? Jaz sem računal, da bo ta moja diskoteka laufala, 30 let, ali ne vem, kaj sem mislil. In jaz sem imel na začetku čist preniske cene. In so mi to vsi govorili. Govoril mi je ta menedžer, ki mi je bende rihtal. Je rekel, pa Tomaž, noben v Sloveniji nima tako nizke cene, zakaj imaš ti tako nizke cene? Jaz sem pa rekel, delam na dolgi rok. Sej, pri marsikerem poslu je treba delati na dolgi rok. Ampak zabava je pa tak posel, ki je pa težko delati na dolgi rok. Moraš pa takrat, ki je izkoristiti, čim več denarja pokasirati in to je to. Jaz se spomnim, ko sem v prvič parni valjak. Cena je bila vstopnine pol nižja, kakor so vsi drugi imeli. In jaz sem v predprodaji prodal 1500 kart en teden pred koncertom. 200 sem jih pol pa še na dan koncerta prodal, sem rekel, tukaj, da ne bo ljudje čist brez veze hodili. In tisti dan je prišlo vsaj 1000 ljudi, pa se je obrnilo, ker niso noter mogli jeti, ker je bilo polno, ker nismo več spuščali. In vidite, jaz bi takrat v komod dal karto še enkrat dražjo in to bi rečemo v današnjih časih pomenil 10 evrov. In to bi na konc 1700 prodanih kart bi to pomenilo 17 000 evrov. En sam večer 17 000 evrov. Ne? In vidite, jaz sem to napako delal. Ne? In to mi je celo še en človek, ki mi je drugače, ga zelo dobro poznam, pa je bolj, nič ni v življenju naredil. Tudi delovne dobe ima zelo malo, pa mi je on govoril, pa prepocen imaš. Pa sem si mislil, kaj ti manj govoril, se še niste v življenju naredil. Pa je mu prav. Tako da to je mene pokopalo. Lahko bi se ta zgodba čist drugače končala.